danes, ko sem prišla na stadion, mi je bila želja, da osvojimo medaljo, to je vsaj 3. mesto. Po dogodkih, ki so se dogajali, da je šla v Sebni dolino, pa da je vrgla 34 metrov kopje, sem pa računala, da bo druga. Potem je bilo samo še malo treme, kaj bo z 800 metrov, ker je zelo vroče, pa vlaga in nikoli ne veš, kako telo prenese. In sem se res oddahnila, da je pretekla 800 metrov, prišli so skupaj v skupini in sem takoj vedela, da so te točke tako minimalne, da je drugo mesto ubranila. Hoteli sva pač, da bo pri vseh disciplinah boljša, hoteli sva tudi, da bo močnejša, da bo pridobila na moči. Vendar se mi zdi, da sva bolj trenirale višino, zato ker se je želela udeležiti tudi posamičnih tekmovanj za višino. Trenirale sva daljino tudi že lansko leto za Japonsko, pa izgleda, da se je to lanskoletno treniranje nekako zdaj obrestovalo. Je pa res, da je ta tekma malo prej in da skoraj bi rekla, če bi imele 1 mesec časa, bi bile pa še bolj sigurne, pa še bolj natrenirane. Tako da mogoče za kakšno stvar nama je zmanjkalo časa, ampak nekako na tekmi se je pa vse sklopilo, tako da je šla blizu osebnih in celo danes 2 osebna. Tako da sem res ponosna nanjo pa zadovoljna. Jaz sem v bistvu super zadovoljen z polfinalnim tekom, namreč izpolnil sem prvi cilj tekmovanja in to je uvrstitev v finale. Če bi me kdo pred svetovnim prvenstvom to vprašal, bi seveda takoj podpisal. Seveda pa še s finalom ne bom zadovoljil, ampak grem še naprej. V finalu si želim predvsem uteči osebni rekord, verjamem, da je to dosegljiv cilj. Bomo pa videli, kakšno mesto bo to prineslo, saj je letos na svetovnem prvenstvu zares izjemna konkurenca. V 20 letih ali pa mogoče še več ni bilo tako močne konkurence, zato je ta dosežek še toliko večji in ponosen sem, da lahko zastopam Slovenijo na tako velikem tekmovanju. Hvala vsem navijačem, ki ste navijali v Sloveniji in jaz se bom potrudil po najboljših močeh, da tudi v finalu dobro tečem in popeljem Slovenijo čim višje.